Lep in prijazen dan želim iz Ljubljane. Današnje nahajamo se na ljubljanski tržnici, ki v nedeljah parkirišče. Med tednom pa seveda tukaj prodajajo sadje in zelenjavo, eno zapravo, eno vošeno, eno iz Trsta. Seveda pa je najbolje, da če kupujete domače. S tem pomagate domačim predelovalcem in seveda tudi sami sebi, saj jeste priljeno kvalitetno hrano. Pa mi smo sedaj podali nekoliko po Ljubljani, da vam pokažemo nedeljski utrinek. In sicer 17. oktobra 2021. Temperatura v Ljubljani je 13 stopinj Celzija, sončno, prijetno vreme. Mi se sedaj nahajamo na Restljevi cesti in bomo tukaj v tem križišču zavili na Komenskega ulico. Na desni strani boste zgledali RTV hišo in seveda v ovinku še glavno radijsko hišo Radia Slovenija. To je tale hiša, ki vidi za naravnost. Pa mi smo sedaj po znameniti Tavčarjevi cesti zapeljali proti Slovenski cesti in na to Lajvesovi cesti. Pardon. Gosposvetski cesti. No, to vidite. Gosposvetska cesta, ne Lajvesov, kot sem napačno imenoval. Se pripričujem. Tudi na levi strani bodo zgradili, kot pravijo, naš najlepši novi dom. To domu boste morali seči v žep, tam do 1000 za kvadratni metr. Zdaj si pa izračunajte, koliko vas bo to stalo. No, mi se počasi pomikamo proti iz središča mesta. Na levi strani ta rdeča zgradba je pivovarna Union, ki seveda že davno ni več v lasti Slovenije ali Slovencev ali slovenskih podjetnikov, ampak Heineken. Zdaj bomo tukaj peljemo se mimo Tivolija, stare dvorane, ki je še vedno eminentni prostor za športne prireditve. To je seveda Celovška cesta, da veste, ki nas popelje do prestolnice slovenske Koroške, ali seveda Frijske. Kjer pa Slovenci še vedno imajo nekaj besede. Tu se bomo preusmerili
ceste, na Drenikovo cesto. Žal ne znam povedati, da je bil Drenik, zakaj je dobila ulice med Drenikovo, ne znam. Tudi bomo pazili, slišimo rešilno vozilo, ki pa pelje po Slovenski oziroma Celovški cesti, Slovenski oziroma Celovški cesti. To je ta preimenovana Drenikova cesta, ki nas povezuje z Dunajsko cesto, ki pa seveda pelje proti Dunaju, vendar pred tem pri štajerski prestolnici in seveda še pred tem proti Celju. Morate voziti 60 km/h in naš namen, kot Celje, ko pa prikazujemo prometni trgovine iz Ljubljane, tudi opozorilo, da na cesti niste sami, da morate voziti po predpisih in upoštevati, da lahko srečate kolesarje, pešce, tudi celo motoriste, kljub temu, da je že jesen, seveda avtomobiliste. Vidite, to je radar, kjer vas lovijo, če je bila vaša noga nekoliko pretežka, kot pravijo. Jargon tisti, ki vozijo prehitro. No, sedaj bomo tukaj mi zavili na Dunajsko cesto in svoj posnetek zaključili v Prekmurju, za šali. Na Prekmurski cesti. Tukaj se peljemo proti soncu, zato je posnetek nekoliko slabši. Tu pazite, mi bomo. Zdaj pa gremo naprej, ker je zeleni semafor se prižgal in tukaj bomo zavili levo. Ljubljano obnavljajo vsa cestišča, tako da je treba vedeti, kje vozite čiste nekoliko manj zredljivi v glavnem mestu. Zato se bomo mi usmerili v tale pas. No in sedaj, ko bomo prečili železno cesto, postopili na Lindbergovo. Cesta. No in tu so na levi strani, ne boste verjeli, omogočili, da so tudi Prekmurci v Ljubljani, kjer živi njihov pod narekovajem matični narod, kar je neumnost, dobili tudi Prekmursko
ceste. No in pa se zdaj vozimo. Res da vidite, da je v redu. Tu bomo, ko boste zagledali na desni strani veliko stanovanjsko stolpnico, svoj posnetek zaključili in vas prepustili novemu dnevu. Mi pa slavljamo kasneje.